Spoštovane in spoštovani. Filozofska fakulteta je članica Univerze v Ljubljani, ki že nekaj desetletij sistematično razvija področje feministične teorije, ženskih študij in študij spola. Je tudi prva fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je že maja leta 2020 sprejela načrt enakosti spolov. V tem kontekstu se je porodila tudi ideja o organizaciji dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Dnevi enakosti spolov so priložnost izpostaviti tako študentske kot raziskovalne in publicistične dosežke naših kolegic in kolegov na tem področju, pa tudi tistih iz širšega akademskega polja in civilne družbe. Te dosežke si želimo razširjati v širši družbi, saj si ne želimo, da bi obtičali na delovnih mizah naših kabinetov. Naše početje namreč ni namenjeno samo nam, ampak predvsem ustvarjanju in krepitvi takšnih družbenih razmer, ki ustvarjajo in krepijo vključujočo družbo onkraj spolnih stereotipov in diskriminacije. Želimo si, da bi bila orodja naših premislekov uporabna za vse, ki se v vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi vrstami vprašanj povezanih z enakostjo oziroma neenakostjo spolov. Lansko leto je na 15 dogodkih sodelovalo več kot 50 govork in govorcev, med njimi smo gostili znano feministično teoretičarko profesorico Lynn Segal iz Londona in predsednico Evropske sociološke zveze doktorico Marto Soler Galar. Nekaj utrinkov si lahko pogledate v kratkem videofilmu, več pa na naši spletni strani pod zavihkom enakost. Prijazno vas vabimo tudi na letošnje dogodke. Nawal El-Saadawi, egipčanska pisateljica, aktivistka, zelo pomembna, znana, in rekla je naslednje. Rekli so, da sem divja in nevarna ženska, in odvrnila sem jim, govorim resnico. In resnica je divja in nevarna. Meni je prišlo na misel ob tem, kako se študija spolov in tako imenovana teorija spolov ukinja po raznih univerzah. To je katastrofa. Na Madžarskem, na Hrvaškem in tako naprej. To je seveda enkratna katastrofa. Je pa tudi res, da nimamo predmetov, vsaj kolikor imam jaz pregleda, nimamo predmetov feminizem, feministična teorija, ker sem prepričana, da bi se to še bolj črtalo, oziroma bi bilo že zdavnaj takole prečrtano, ne, in raztrgano in tako naprej. Te teme, oziroma da se o enakosti, enakih možnostih in tako tudi vezano na spol, da se to počne znotraj binarnega spolnega sistema, ne? Predvsem na osnovi nekega izhodišča podrejenosti ženskega spola, nebinarne osebe pa se pri tem izpušča v razmislekih, ne? Kar je problem. Ampak vidim pa tudi cel kup možnosti razširjanja našega področja na kulture, ki jih do zdaj sploh nismo zaznavali. Recimo problematika feminizma, kako je se znašla v delih temnopoltih avtoric, ki postajajo res izredno močni glasovi. Preskok pa se zgodi, ko se pojavi tudi ženska protagonistka, saj za te igre obstajajo različni napovedniki. Ženske verzije napovednikov so bile izdane kasneje, ter imajo veliko manj ogledov. Zanimivo pa je, da jih je tudi težje najti na spletu, saj je treba zraven naslova napisati tudi female protagonist, česar pri moškem karakterju ni treba. Vsaka univerza se enkrat na leto pohvali svojimi uspehi, koliko je imela nagrad, evropskih projektov, izjemnih študentov. Mislim, da bi tudi ukrepi na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja morali biti del tega, s čim se univerza hvali navzven. Ugotovljeno je bilo, da se študentke in študenti, ki so v okviru Filozofske fakultete doživeli spolno nadlegovanje, nam pravzaprav niso znali odzvati. Največkrat so se delali, kot da se ni nič zgodilo, nekaj se jih je odzvalo šalo ali pa niso storili ničesar, ker so se počutili nemočne. Le 10% oseb z izkušnjo spolnega nadlegovanja je storilko oziroma storilca prosilo, naj z ravnanjem preneha. In kot vidimo, je samo ena oseba od skupno 80 študentk in študentov spolno nadlegovanje prijavila vodstvu fakultete. Nihče od anketiranih oseb se ni obrnil na nevladne organizacije oziroma na policijo. Recimo, zanimiva je celo raba afne v španščini oziroma portugalščini, kot vidite tukaj, na levi strani imate recimo
poster znane brazilske nadaljevanke Todos Nós, v kateri ima glavno vlogo transspolna oseba, na desni strani imate pa prikaz transparenta v podporo baskovskim političnim ujetnikom. Se je meni zdelo najbolj elegantno, pač, da če jaz želim uporabljati žensko obliko, recimo, pač dati žensko obliko not, jo dam, če želim dati moško obliko, jo dam, pa zadnji dam podčrtaj. Ta podčrtaj pa pomeni vse ostale oblike.